v bistvu smo en tak kult, ne? Če gledam, smo ena taka velika familija, v bistvu vse delamo, kar je sploh lušten, dihamo res je, ker imate Marko, ene slabe vole ni bilo do zdaj, tudi predvidevam, da je ne bo. Pa ne, v bistvu sploh ne, jaz sem prav presenečen, zato ker moram reči, da sem se tega projekta rahlo ustrašil ali pa se ga mečkam celo bal, na nek način upravičeno, ampak moram reči, da v bistvu si dajemo drugim eno krasno energijo. Jaz opazujem te modele in si pa rečem, a če meni sploh kaj pet, ker to je tako dobro, veš, to je, in v bistvu se futramo z energijo in to, nimam kaj reči, pridite gledati, fantastično bo. Janez? Ja, meni je bilo tle zelo zanimivo hoditi na te pevske vaje, imeli smo tudi zelo lepo in strogo korepetitorico Andrejo Šolarjevo, ker se je učila, seveda točno tako, kot je Marko naročil. S tem, da polk je Marko v resnici sprašal, je vse obeležil, pa ni bilo več tako strogo, kot je bilo pa pri njej. In to mi je bilo prav užitek, glede na to, da tam, recimo s bendom pojemo, pa špilamo, pa to je vse malo po svoje, ne. Ali malo gor zaviješ, ali malo dol zaviješ. Je stvar stila, ne, bi človek rekel. Tle pa pol te stvari odpadajo, mora biti pa kar tako, kot je napisan. Jaz pa v resnici niti not ne znam, tako da ne znam brati. No, skratka, mi je bilo zelo zanimivo. Kar se pa igre tiče, pa moram reči, da me še zdaj najbolj zanima to, kako bi lih drugače, kot je pa Vesna rekla, ki je rekla, da Brehta včasih malo plakatno gledajo. Ja, jaz bi pa tle prav rad malo tako plakatno igral. Ne vem točen, kaj to pomeni, ampak tak fin, živahen, živopisen, super plakat, ampak da bi bil v bistvu bolj plakat, kot pa en kip, no. Tako. To sodelovanje, v bistvu, da se mi lahko učimo od igralcev in da se lahko mogoče igralci tudi kaj od nas naučijo, je v bistvu zelo pomembno, po mojem za nas oboje, ne? Ker eni drugim dajemo ne samo to podporno energijo, ampak tudi vpogled v način dela vsakega posameznika. Ne? Naše delo recimo kot opernih pevcev, vsekakor drugač, tudi sam proces, kako priti do premiere, je povsem drugačen od tega, kar poznajo igralci. In tlele se mi zdi, da smo se lahko oboji veliko naučili, veliko dobili. Ja, tako da iz tega pogleda sem zelo vesela, da sem sploh del tega sodelovanja. Tudi recimo delo same režiserke Mateje Koležnik je zame osebno nekaj, kar še nisem doživela v svojem življenju. Pa dobro, res, da nimam toliko veliko izkušenj, ampak njeno delo je res stopničko više od vsega, kar sem jaz do zdaj imela možnost spoznati. Na enem čist drugem nivoju, res, in s takšno natančnostjo, s takšno predanostjo, hkrati, da je bilo prvo človek vidi, koliko je ene priprave od zadaj, bilo še preden smo začeli sploh s prvim dnem naših vaj. In to je bilo zelo tako očitno. Dostikrat tega občutka namreč človek nima. In hkrati, koliko je potem bilo od tistega dela, ko smo delali v režijski dvorani, do tega, da smo to prenesli na oder, koliko je bilo treba tlene enih kompromisov sprejeti, da so se stvari potem sestavljati začele in se še vedno sestavljajo. In je res meni, ki sem predana temu delu, v veliko čast, da delam lahko s takimi ljudmi, no. In da sem v tej ekipi. Mene recimo ljudje vprašajo, ne, pa si skozi tam, a ti živiš sploh doma? Ja, no, jaz moram reči, da jaz imam celo uro poti do doma, ne, in se pač zjutraj sicer težko zbudim, ampak z veseljem odpravim na te vaje, na katere sem prišel prvič zelo prestrašen, ne. Kaj pa bo zdaj, ne? Kako pa bo tu zdaj z igralci, mislim, to so pa vendar ljudje, ki sem jih jaz gledal na odru, pa na televiziji, pa pa kakšni so v resnici, ne?
In se je izkazalo, da so fenomenalna ekipa, tako malo nori, tako kot mi, no? Predani temu, kar delajo in pripravljeni pomagati v vsakem momentu. Vse te naše napake, mi smo operni pevci, mi se pridemo na oder, se postavimo s prsmi naprej in, ko bi rekla naša režiserka, halo mama, ne. Ampak ti takoj preskočijo na pomoč, veš, kaj pa, če bi tako naredil, kaj pa, če bi drugače naredil, daj posluš. In moram reči, da sem se ogromno naučil in da sem se počutil zelo dobro in se še počutim zelo dobro.